Jaz bom to slovenščino toliko zabil. Kar kladivo mi reč, ker vse zabijam. Pa se bo vse okej, se vedno pol 4 pišeš. Jaz sem bila prej tam na skletu, to je bazdil, en se je tak skenil. Si v redu, a me slišiš? Što zdaj šel ovdje? A je ona dobro? Ne vem, našel sem jo tukaj in leži, jo probo zbuditi, ampak se ne odziva. A si ti vdel? Ne, pomagi mi, no. Kaj delate, kaj je bilo? Ne vem, našel sem na tleh in zdaj se ne odziva. Esmeralda, o moj bog, kaj je narobe, kaj se je zgodilo? Pa pokušali smo, da je probudimo, a neće, mati. Ja, in kaj bomo zdaj, radimo, kdo zna prvo pomoč? Jaz spal. Jaz tudi. Jaz tudi. Ajmo, mulce, kaj se greste? Pouk se je začel, vi pa tudi na hodniku, nekaj se zabavate. Gremo. Vem, kaj se tu dogaja. Točno tako, kot sem si mislil, mrtva je. O moj bog, Esmeralda. Tu nekaj smrdi. Po umoru. Agent Sodar se javlja svoje dužnosti. Sem Dalibor Sodar. Učim na srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji v Ljubljani. Ampak sem več kot le profesor. Moja zgodba je dolga in krvava. Nekoč sem verjel v red in dobroto družbe, da se stvari dajo popraviti s skupnim delom. Vendar me je resnica zadela kot trola, ko želiš prečkati s Cankarjeve na Čopovo. Ugotovil sem, da je življenje več kot le ukvarjanje s čustveno nestabilnimi srednješolci. Vsi prepričani, da razumejo svet, medtem ko se ne upajo niti sami naročiti se k zobarju. Zato sem postal detektiv. No, saj veste, kako pravijo. Vse je v cilju, ne v tem, kako prideš do njega. Kako ne rečem, pogledal sem že kar nekaj detektivk, prebral 3 knjige Agathe Christie in našel sem vsakega kameleona iz Škrata zgube in kameleona. Vedno, ko se iz službe peljem domov, poslušam podcast True Crime. Zato sem prepričan, da bom to šolsko tragedijo razumel bolje, kot bi jo lahko napisal sam Ivan Cankar. Kaj bomo zdaj? Radomir, ti i ja ćemo pomoći profesoru. Ona nek napravi sahranu za Esmeraldu. Ja, najbolj zdaj kar lepo kupljamo. Da. Takole, fanta, upam, da se zavedate resnosti te situacije. Od vaju pričakujem vdanost, lucidnost in uporabo pameti. Zavedam se, da sta egocentrična in samošečna. To, da za trenutek brzdata to vajeno otročjo disfunkcijo. Še to, od zdaj naprej me boste nazivala glavni detektiv Sodar. Od vaju pričakujem popolno spoštovanje moje avtoritete. Jasno. Zdaj pa pojdita spraševati dijake, kaj si mislijo o novi spletni strani šole.
To nam bo gotovo dalo kak dober namig. Gremo, šup, šup, šup. Esmeralda, kako jo bom pogrešala. Kdo bo zdaj z mano gledal produkcije prvih letnikov? Glavni detektiv Sodar, da li ste pokušali da pogledate sigurnosne kamere? Nadomestni poddetektiv Rajko. To je odlična ideja. Glavni detektiv Sodar, ali se vam ne zdi, da se je nekdo poigraval s posnetki kamer? To je očiten dokaz, da je nekdo želel prekiniti. Ne, to je samo past, v katero nas hoče zločinec ujeti. Ampak saj veste, kaj pravijo. Kdor visoko leta, sam vanjo pade. Čutim, da je resnica bliže, kot si mislimo. Samo da se skriva kot igla v kupu sena. Ne, glejmo še malo. Ampak profesor, se opravičujem, glavni detektiv Sodar, truplo se ni moralo kar pojaviti tam. Lahko bi preverili varnostne kamere, če bi mogoče nekdo v učilnici... Pomočnik poddetektiv Radomir, danes me spominjate na mehiško čivavo. Ste kot nadležen mali cucek. Zakaj dvomite o moje sposobnosti raziskovanja? Vi nimate blizu mojih izkušenj, znanj, idej, sposobnosti vizualizacije, transformacije v mindset storilca. V glavnem, vi nimate pol... Gospod glavni detektiv, a ste v redu? Vem, kdo je umoril našo bogo Esmeraldo. Ves čas je bila stvar narejena pred nami, mi pa smo gledali kot teleta v nova vrata. Gremo, fantje. Hitro! Pozdravljeni vsi. Hvala vsem, ki ste se tukaj zbrali, da pokopljemo našo prijateljico Esmeraldo in ji namenimo še nekaj zadnjih trenutkov. Esmeralda je bila res ena in edina. Vsem je polepšala dan z njenimi šalami, ki nikoli niso bile smešne, ampak nas je vsaj enkrat v dnevu nasmejala, čeprav neiskreno. Pustila je en pečat v naših srcih, zaradi njega neprestajnega pritoževanja o urah italijanščine in kako mora hoditi v tretje nadstropje in da stranišča vedno smrdijo. Res je bila nekaj posebnega, življenje je kruto in vsega lepega je enkrat konec. Esmeralda, počivaj v miru. Zdaj pa prosim za en trenutek tišine. Dragi gostje, lepo vas je videti tako ganjene ob takem lepem dogodku, kot je pogreb naše ljube Esmeralde. Medtem, ko se zavedate, da ste zločin pravzaprav napravili vi. Ja. Govorice so resnične, morilec je eden izmed vas.
Bob Palmer. Aretiran si za umor prve stopnje. Manjka mi, nisem bil jaz. Hej, a ti ne veš, koliko nemoralno je ubiti človeka? A ni to tvoj pogreb? Onaj tu.